Dober večer, lepo pozdravljeni v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Lep pozdrav vsem gostom, vsem obiskovalcem, vsem povabljenem, vsem tistim, ki imate radi folkloro, ples, petje, veselje, pa še marsikaj drugega. Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno v Novem mestu leta 1975. Člani društva so ljubitelji, ki jih kljub različni izobrazbi in starosti vežeta dobra volja in ljubezen do ljudskega izročila. V dveh otroških, mladinski, vodilni, pevskem sestavu Lila, mlajši veteranski, gočovski in tamburaški skupini je vključenih več kot 130 članov. Nocoj se bodo predstavile vse sekcije. V prvem delu s klasičnim programom odrskih postavitev iz več slovenskih pokrajen, v drugem pa se bomo spomnili na dolenjskega rojaka, olimpijonika, Leona Štuklja in Sokola. Štukljovo leto v Novem mestu je poimenovanje več različnih dogodkov, ki so povezani s Štukljom ali športom. Štukelj je iz začetnih vaj pri Sokolih prišel vse do uvrstitev na olimpijskih igrah. Z vztrajnostjo in redno vadbo je prejel več medalj, toliko, da je še danes najuspešnejši slovenski športnik, saj ga v številu kolajn z olimpijskih iger ni premagal še nihče. Čeprav je večino življenja preživel v Mariboru, je na Novo mesto vedno imel lepe spomine, a o tem nekoliko več kasneje. Zdaj pa k plesu, v Porabje, ki je politično del Madžarske, sodi pa v panonsko območje. Nekatere značilnosti ljudske kulture pa vežejo Porabje s sosednjimi pokrajinami. Od drugod prevzeti plesi so se seveda tudi tu oblikovali nekoliko po svoje in imajo kljub tujemu izvoru in sosednjim vplivom posebno podobo, ki jih loči od drugih plesov širše Slovenije. Vse se začne kako drugače kot z ljubeznijo. Zaljubljenemu paru na odru se s pesmijo pridružijo še ostali plesalci in skupaj zaplešejo rejzelj, polko, čardaš, mrkavco in šotiš. Vodilna skupina je bila s to odrsko postavitvijo izbrana na državno srečanje v konkurenci odraslih folklornih skupin cele Slovenije in je nastopila na Mednarodnem folklornem festivalu v Beltincih. Avtorica odrske postavitve in vodja skupine je Branka Moškon.
Dolenjska je razgibana pokrajina, ki ponuja veliko presenečenj, če si jih dovolimo najti. Tudi dolenjski plesi so poskočni, živahni, razgibani in večinoma parni. Plesalci ponavadi v prvem delu plesa ploskajo, žugajo, se priklanjajo, v drugem delu pa plešejo valček, polko ali vrtenico, ki jo ponavadi zaključijo z udarcem noge ob tla, da se sliši. Veteranska skupina, ki se je pred 24 leti ponovno zbrala, malo zaradi nostalgije in tudi zaradi potrebe po druženju in gibanju, nam bo zaplesala Obersteirisch, 3 korake polko, Siebenschritt, Šotiš in Igraj kolo. Plesalci bodo oblečeni v stara rekonstruirana delovna oblačila iz druge polovice 18. stoletja, ker za takrat ni nobenih fotografskih dokazov in dokumentov, so jih naredili na podlagi zapisov, fresk in votivnih podob z Blečjega vrha pri Trebelnem. Pri tem jim je pomagala doktorica Marija Makarovič iz Etnografskega muzeja v Ljubljani. Tudi tu je avtorica odrske postavitve in vodja skupine Branka Moškon.
Na mladih svet stoji. Kresova mladina pa je tista, ki prejema in že goji slovensko ljudsko izročilo. Sprva nekoliko narodni koraki, okorna drža in trema s časoma minejo in izginejo, zbledijo in iz prestrašenih mladih plesalcev nastanejo krasni folklorniki, ki jim ples in pesem prideta do srca. Nerazdružljivi skupinici deklet, ki rade plešejo in pojejo, se ponovadi tudi v resničnem življenju, pa tudi na odru, pridružijo še fantje, ki se v teh najstniških letih še precej sramežljivo spogledujejo. Do skupnega petja in plesa pa ni več daleč. Če so na odru z Markom Skače še nekoliko boječe ogledujejo, pa fantje kmalu s pesmijo povabijo v skupno vrtenje še dekleta. Mladinci bodo zaplesali še Drmač, Gospod gospa, Točak in Sotiš. Avtorici odrske postavitve sta Klara Golič in Sanja Rus, slednja tudi vodi mladinsko skupino.
Mlajši Kresovi veterani so člani srednjih let, ki so gotovili, da brez Kresa nekako ne morejo zdržati, saj jih je veliko plesalo že v otroški skupini, pa mladinski in vrsto let v vodilni skupini. Pri Kresu so se iz simpatij pogosto spletla prijateljstva, marsikatero je preraslo v ljubezen, sledile so poroke in otroci. Kljub družinskim in službenim obveznostim so mlajši veterani osnovali svojo Kresovo skupino. Ker pa so njihovi otroci ravno dovolj stari, da se že spogledujejo z otroškimi plesi in pesmijo, se je članstvo pri Kresu kar naenkrat skokovito povečalo. Najprej bomo torej videli mlajše veterane, za njimi pa še večino njihovih otrok kasneje v otroški skupini. Odrska postavitev na sončni strani Gorjancev prikazuje bogato in raznoliko ljudsko izročilo Bele krajine. V prepletu plesov in pesmi so združene različne belokranjske plasti, ki so navkljub različni etnični, verski in kulturni prepadnosti vseeno nekako združujejo med seboj. Ponovadi vsi prepevajo iste pesmi, ampak vsak na svoj prepoznaven način in zaplešajo podobna, a ne čisto enaka kola in plese. Omenjene plasti plesov in pesmi se prepletajo med sabo in tako nastane prav posebna barvita posebnost, kot je danes poznamo in povezujemo z Belo krajino. Avtor odrske postavitve je Boštjan Japelj, skupino pa vodi Erika Blažič.
je ena najbolj znanih in tudi priljubljenih slovenskih pravljic Ele Peroci. Pravljica govori o otrocih Janezku, Špelci, Tinetu, Tonki in drugih otrocih z male vasi, ki nekega jutra ne najdejo svojih copat. Zvečer jih niso podspravili, zato jih je odnesla muca copatarica. Jih bodo sploh dobili nazaj? Pravljico vam bodo v malo drugačni kostumski podobi zapela, zaigrala in zaplesala otroška folklorna skupina Kres, katere člani so stari od 4 do 14 let. S sodobnim načinom interpretacije ljudskega izročila želi skupina pokazati, kako zelo uporabna je naša kulturna dediščina. Z ljudskim plesom, glasbo in igro so uspeli pripraviti 15-minutno predstavo za otroke. S to gledališko igro, torej z muco copatorico, so se v lanskem šolskem letu uvrstili med 12 najboljših slovenskih otroških gledaliških skupin in se junija predstavili na državnem srečanju otroških gledaliških skupin. Predstavo so pripravile vodje skupine Petra Bukovec, Leja Burgar in Petra Nograšek. Miau.
še lepše in toplejše copatke. Obljubimo, Muca, ljubimo! Kako so vedno tako zelo prijetni. Bolj, ko so narodni, bolj so prijetni, ne? Če pa copatki niso šli dol, pa niso mogli spati. Letos v Novem mestu obeležujemo 120. obletnico rojstva Leona Štuklja in 130. obletnico od ustanovitve novomeškega društva Sokol. V Sloveniji ideja o sokolstvu sega v leto 1862 s prvim javnim pozivom k ustanovitvi društva, leto kasneje pa je v Ljubljani že ustanovljeno prvo telovadno društvo Južni Sokol, ki se je ves čas povezovalo s čitalnico in kasneje še z glasbeno matico. Ob ustanovitvi je prvo sokolsko koračnico sestavil Miroslav Vilhar in s tem pripomogel h krepitvi domoljubja in spodbujanju sokolske misli. Oktobra 1863 se je Janez Krajc, član ljubljanskega sokolskega društva, preselil v Novo mesto in dal pobudo za ustanovitev podružnice Sokola tu, v Novem mestu. Tako je bilo leta 1887 ustanovljeno Novomeško sokolsko društvo. Kot naraščajnik se je k novomeškim sokolom leta 1907 vpisal Leon Štukelj, ki je leta 1924 tudi zaradi redne sokolske vadbe osvojil prvo olimpijsko medaljo. Sokoli so močno zaznamovali športni in kulturni, družbeni ter politični utrip na našem prostoru. Zdrav duh v zdravem telesu je bil za sokole pomembna vrednota, prav tako kot prijateljstvo, spoštovanje, nesebična pomoč, disciplina pri delu, spoštovanje do sebe in do drugih ter boj proti krivicam. Kresovci nam bodo v 3 prikazih obudili spomin na sokole.
V prvem prikazu Le naprej sokoli je poudarek na sokojstvu in njihovih vrednotah v času največjega razcveta, predvsem panslovanskega gibanja. To je skozi telesno kulturo povezovalo slovanske narode kot protiutež vedno močnejši germanizaciji. Prisego našo, čuj nebo! Za domovino nam nikoli srce biti nehalo ne bo. Krepak je duh in silna desnica, živa kri, slovanska kri.
je bilo v pomembnem obdobju slovenske zgodovine prav način življenja, h kateremu je spadalo tudi družabno življenje z nastopi pevskih zborov, tamburaških orkestrov, recitacijami, razstavami likovnih ustvarjalcev. Vse to je prispevalo k razmahu ustvarjalnosti na različnih področjih, ne le v športu. Tako se je krepila nacionalna zavest, ob tem pa širila medsebojna solidarnost in tovarištvo. V drugem prikazu Bodi zdrava domovina bomo slišali nekaj pesmi znanih slovenskih glasbenikov Miroslava Vilharja, Jakoba Aljaža, Gustava Benjamina in Josipa Ipavca. Tercet Lila se je oblikoval kot skupina znotraj Kresove pevske skupine. Dekleta, ki jih navdušuje ljudska glasba, je pritegnil tako tradicionalni način poustvarjanja, kot tudi avtorski pristop k poustvarjanju ljudske glasbe in izročila. K začetnemu večglasnemu petju so priključile inštrumente in si zamislile ljudsko glasbo v sodobnem času. Na tak način nam bodo predstavile pesem Miroslava Vilharja Po jezeru bliz Triglava. Skupino vodi Nina Šalamun.
Tamburica je bila nekoč znana po celi Sloveniji. Tudi na Dolenjskem je bilo več tamburaških sestavov. Danes je sicer najbolj povezujemo z Belo krajino, a vse bolj tudi s Kresovimi tamburaši. Ti že ves čas poustvarjajo slovenske ljudske in umetne pesmi. Slišali bomo pesem Gustava Ipavca, Kje so moje rožice? Skupino vodi Branka Moškon. Vokalni sestav združuje Kresovce, ki poleg ljubezni do plesa in ljudskega izročila nasploh še posebej cenijo tudi ljudsko petje. Poimenovali so se Lila. Beseda ponazarja nekoliko stiliziran stari izraz za kres. Fantje, pod vodstvom deklet, seveda, uspešno gojijo večglasno petje. Pevsko skupino vodita Erika Blažič in Ana Zec, zapeli pa bodo pesem Bodi zdrava, domovina Benjamina Ipavca.
Glasba je bila nepogrešljiva spremljevalka vseh sokojskih aktivnosti, h katerim so spadale obredne in slavnostne pesmi, ki so jih prepevali ob korakanju. Skladbe so spremljali tudi telovadne vaje in družabne prireditve s plesi, kot so maškarade, plesne vaje in pomembne obletnice. Tretji sokojski prikaz bo družabna prireditev Ples v maskah. Nastopila bo veteranska Kresova skupina s prikazom običaja, ki je bil v Štukljevem času še zelo živ, predvsem na podeželju, pa tudi še kar nekaj let pozneje. Dediščino pustnih šem se danes ohranja le še nekaj slovenskih krajev, pri nas v bližini Kostanjevica nad Krki, pa malo dlje Cerkno in Ptuj. Na Dolenjskem se je kot pustna žival ohranila predvsem kamela, ki je še posebej znana v novomeški okolici. Le v vaseh Podgorjanci še vedno na svadbah prodajajo kamelo in barantajo za njeno ceno. Sledil bo ples v maskah in prikaz kamele kot pustne živali, ki jo vodi kamelar.
Ja, tole so kresovci, ne čisto vsi. Ne čisto vsi, ampak zelo veliko, kaj ne? Zelo veliko in nekateri že zelo dolgo časa plešajo pri folklorni društvu Kres ali pa nasploh pri folklori, zato prejmejo Maroltove značke. To so jubilejne značke Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti. Za 5 let dejavnosti pri folklori prejmejo bronasto značko Meta Blažič, Zvone Blažič, Snežna Bukovec, kje pa ste? Pridite. Sara Jaklič, Liljana Klobučar in David Nograšek. No, tile še bolj boječe vriskajo, zlato značko za 15 let delovanja dobijo, pa poslušajte tale vrisk, Petra Bukovec, Ivanka Erhovnic, Klara Golič. Ja! Blaž Kulovec, Bojan Makše, Marija Makše, Darja Prešeren in Drago Prešeren. No, malo bolje je že. Najbolj sijočo častno značko za 30 let dela v folklorni dejavnosti prejmejo Rudolf Ciranski, Sanja Rus, Katarina Udir in Marjan Moškon. Eno prav posebno značko za 35 let dela prejme Ivan Ašič Hanzi. Vsi Kresovci ga poznamo po Hans Pegelnih. Vi ne veste, kaj to, mi pa vemo, pa dobro je, ne? Tako, zdaj se bomo zahvalili še vodjem skupin, ki so pripravili današnji večer. Predsednik društva Gregor Blažič bo pomagal poljubčkati vse vodje. Ja, to vedno rad naredi. Najprej vabim vodje mlajše in starejše otroške skupine, Petro Bukovec, Leo Burgar in Petro Nograšek. Da ne bo fovšije pri društvu. Mladinsko skupino vodi Sanja Rus. Mlajšo veteransko skupino pa Erika Blažič. Erika poleg Ane Zec vodi pevce Terceta Lila. Sam Tercet Lila vodi Nina Šalamon. Tamburaše, veterane in vodilno skupino, pa še umetniško vodja je Branka Moškon.
Prav je, da omenimo še tisto, ki je nekje tule zadaj skrita in skrbi za to, da smo vsi tako lepo oblečeni in zlikani na sekera, kako imamo vse nekam čudno robove zalikane. Andreja Pavlič, garderoberka. Takole, najprej je Gregor Branki, zdaj bo pa Branka Gregorju. Ja, njemu smo dali pijačo, da bomo lahko vsi skupaj spili kaj. Da je večer tako lepo tekel, pa da je vse bilo napovedano, tudi tisto, kar je bilo skrito med našim plesom pa nastopom, pa je poskrbela naša, lahko rečem, bivša in občasno tudi sedanja članica Mojca. Hvala. Kdaj, ne? Hvala. Takole, upam, da je bil res en lep večer. Zaključili ga bomo s pesmijo, seveda, verjetno tudi s plesom. Hvala za vaš obisk in nasvidenje v priliki.